Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v literarni oddaji Splet besed. Znova sem z vami Lučka Zorko in nocoj je moja gostja, pesnica Nina Medved. Nina, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Kako si kaj in kaj počenjaš v teh vročih poletnih dneh? Trenutno se poskušam nekako pritipati do dopusta, ali pa vsaj do malo bolj lahkotnih poletnih dni. Za mano je pravzaprav ta pomladna kulturna sezona in po dolgotrajnem jesensko-zimsko-pomladnem zaprtju, ko smo lahko končno začeli delati dogodke v živo, srečanja v živo, sta bila maj in junij kar vznemirljiva in polna. No. Zdaj pa se poskušam nekako izkopati, priplavati iz papirjev do Danskega morja, ne samo morja poročil in drugih obveznosti. Ja, saj mislim, da smo vsi nekako zdaj v tem ritmu, skušamo pač skoristiti, kar se le da, tako delovno kot tudi za počitek. Kaj pa pisanje? Pišeš bolj v hladnejših delih leta, ko smo bolj doma? Pišem... Zima mi je dostikrat naklonjena, tudi poletje, sončni dnevi, predvsem pa me v bistvu ustreza, da kadar se lahko malo umirim, pa malo bolj počasi začnem dneve. Takrat, ko imam več dela za računalnikom, pa številkami ali pa z veliko različnimi ljudmi, se mi zdi, da se potem ta neka pozornost kar malo razprši. Tako da zadnje čase se nič več ne sekiram. Če v takih obdobjih pač navdih ne pride na plan ali pa pride sam kak vers, pa mu rečem, naj bo potrpežljiv, pa naj še malo počaka. Ja, če to gre, je super, ne? Saj dejansko je pisanje nekako vsi doživljamo kot tudi eno izkušnjo, kjer se moraš malo, ne vem, mogoče umakniti vase ali umakniti v en brlog, pa je verjetno očitno potem tudi pri tebi podobno. Ja, zagotovo. Ni nujno, da je to dejanska fizična izolacija ali pa da je v nekem, da je to popolna izolacija. Recimo zelo rada pišem tudi kdaj v zunanjih prostorih, v kavarnah, v mestu, na prostem, ali pa doma v neki zasebnosti. Ampak ja, predvsem, da se uspeš notranje nekako povezati s sabo, umiriti, popustiti, da ti tiste misli o tem, kaj moraš prinesti iz trgovine, pa katere maile še moraš poslati, seveda ne vskakujejo med verze. Ja, sej, danes se to že zdi skoraj nemogoče, da ne bi razmišljal o čem banalnem, ker je dejansko toliko nekega dogajanja. Tako da, je pa zanimivo, kako vsak pesnik recimo piše drugače, potrebuje neko drugačno okolje, zdaj nekateri pa pravijo, da jih ravno spodbuja to dogajanje. Tako da je res zanimivo, kako je pisanje poezije, pravzaprav ni nek enoten, pač ne potrebuje nekega enotnega prostora in časa, ampak je res, zato sem te ravno vprašala, kako je pa pri tebi. No, Nina, jaz sem te povabila v oddajo, zato ker si nekako nespregledljiva v Mariboru, tako javno, mislim predvsem javno, ker se kar dosti ukvarjaš tudi z javnim nekako priobčevanjem poezije publiki. Zdaj mene je pa tudi predvsem zanimalo, kdo si kot pesnica, tako da bova danes se malo bolj posvetili tvojemu zasebnemu delovanju, se pravi knjigi. Zdaj za vse, ki pa mogoče te ne poznajo, bom pa zdaj prebrala tvojo kratko biografijo. Torej Nina Medved, zaobljubljena negi besede in svetlobe. Zrasla iz študija primerjalne književnosti in francoščine. Kot zmagovalki festivala mlade literature Urška leta 2019 ji je pri JSKD izšel pesniški prvenec Drseči svet. Njena poezija domuje tudi v literarnih revijah, živih nastopih in nekaterih drugih jezikih, nemškem, grškem, angleškem, francoskem in tako naprej. Soustvarja literarne dejavnosti v Mariboru, po Sloveniji in v Franciji, denimo Slovenske dneve knjige v Mariboru, Prevodni pranger in sejem otroške in mladinske poezije v Tanku. Prevaja predvsem iz francoščine. Makin, Tele, Goffet, Soleti, Gelée, Forte, Lecloir,
Ptolomej Gogos Prendžova. Upam, da sem vse prav prebrala, oziroma vse približno prav. Opogumlja mlade literarne glasove, najbolj dosledno v sklopu delavnice na drugi gimnaziji Maribor. S fotografijo pa ustvarja samostojne fotografske projekte, recimo I Take France Takes Me in Negativni prostor. Sodelovala je tudi v selekcioniranih skupinskih razstavah, opremlja pesniške knjige, pokriva festivale in portretira umetnike. Čuti se pa doma tam, kjer ustvari. Nina, zdaj pa te lepo vabim, da z nami podeliš svojo poezijo iz svoje pesniške zbirke Drseči svet in potem še seveda kakšno rečeva o njej. Z veseljem, hvala. Kako moraš zares soditi, ko se odpraviš na pot? Dvigniti obe sidri in ju sprehoditi. Dolge sence, ki se pospravljajo spat, ti pripravljajo prostor. Ne smeš jih naplahtati v prepričanju, da legajo za manj. V noči ti ne bodo prizanesle in bodo naplaknile vse pozdrave iz pristanov, kamor že dolgo ne pošiljaš več pisem. Zato naj te nosi gotovo zibanje. Če tudi izgubljaš občutek za zgoraj in tvoje notranje uho ni zmedeno, ziba se, plimuje, trudi se uspavati sence. Kako me že ob odhodu prežema, ko se poslovim od tal in z zračno dlanjo drsim po gladini poznanega, ki se umika globoko pod mano. Kako se lahko le razrahljam, priučim udomačevanja, da bo lahko ob prilepljanju pognalo zaupanje v pristanek v naročju lahkotnega. Kako se po mestu podijo rumeni zmaji, da bi se skoraj lahko dotaknila njihovih urnih, gladkih teles. Kako tega ne storim, da me privlačna sila ne bi potegnila navznoter. Se zadovoljim, da stojim tako blizu, da mi vzvalovijo lase, preden za trenutek postanemo na trgu. Morda se tako name prenese tudi občutek, da vem, kje je naslednja postaja. Kako izruvati vse svoje vitice in jih preseliti? Pustiti, da jih nekaj odmre, trmasto pognati nove, če tudi se bo podlaga uprla, se razrasti na rahlo, vse smeri, tudi proti naklonjeni svetlobi, če tudi ne za stalno. Kako v sebi skrbno gojim bulvarje in aleje, tramvaje, strmo vzpenjajoče se griče zelene fatamorgane sredi mesta. Kako se na njihovem vrhu zdi, da sem nekaj dosegla in je ostalo zdrknilo z mene med hojo na ukreber. Kako živo čutim raztezanje med biti doma in biti na obisku. In se včasih igram, da ne vem nič o tem. Zato v kopalnici hranim drobne pripomočke tega drugega življenja. Odpotujem vsakih nekaj mesecev. Se vrnem s pohtečimi mislimi. Drugače zvijem v domače proge. Jih morda razmehčam. Kako mi je po drugi strani dovolj, da sem doma, kjer je majhno.
s končno gostoto pešcev na pločniku. Da lahko mesto obhodim s svojima nogama, nemotorizirana. Se ogledujem drevesa in labode. Oni dan sem jih videla jadrati po zraku. Sem ob tem postala lahka in bela. Kako sem si zaprisegla? Da ne bom več ocenjevala kompozicije telesa, potez, ki jih je naključje naslikalo na sipine moje kože. Kako ne bom več trepetala pred pokvarljivostjo. Iskala alternativnih vzrokov za jeklene vzorce, ki sem jih jagodic prstov meditirala leta. Kako se bom naučila umerjenosti in zadržati se pred drobno posnemovalko, ki bo nekoč prenašala odmeve mojih podkožnih kolebanj. Kako se je moje telo v zadnjih letih nagubalo v lokih. So se kosti posedle na predvidena mesta, kot bi pričela uresničevati načrt, ustvarjen že pred mano. Kako je zagodrnjalo na podoben način kot telesa mojih sorodnic. Podobna ječanja sklepov. Podobna prerokovana začetku 30-ih. Kako posamezni deli pridobivajo nove namembnosti. Kako sprejeti njihovo hkratnost. Dovolj spretno zamenjati perspektivo. Kot da še pridobivam dovolilnico za bivanje v meseni obliki. Kako osvobojeni čevlja, moje prsti najdejo oprijem v tem drsečem svetu. Kako je skoraj vse moje zdaj rahlo in voljno. Kako bi se lahko kar izruvala in prestavila. Kako respiram naročje in vanj zmeraj kdo pade. Tako rahlo olajšan zaradi nepričakovanega pristanka. Kako se učim presnavljati sence. Mi naposled, kaj pade zlahka. Nina, hvala za tvoje branje. Moram reči, da res zelo dobro bereš. Nekako popolnoma drug občutek je, kadar bereš ti ali pa kadar bere recimo bralec sam iz knjige. Povej, je dosti treninga, je dosti dela recimo s tem, tudi z pripravo na recimo branje, na podajanje poezije publiki v živi obliki. Mogoče je vsaj z početka, vsaj takrat, ko se še nekako učiš, razvijaš kot govorec, ko v bistvu učiš svoje telo, svoj govorni aparat, svoje telo, na kak način mu je nekako naravno govoriti to poezijo, ki v bistvu začenja nastajati v neki drugi obliki, v nekem drugem mediju, zares. Je pa specifično ta knjiga recimo nastajala tudi na ta način, ali pa ena izmed faz urejanja zbirke je bila ta, da ko so bile pesmi že postavljene v vrstni red, v neko celoto, so imele nek lok ali pa neko nitko, ki jih je povezovala, da sem pravzaprav prebirala knjigo od začetka do konca, da bi videla, kje mi še nekaj štrli, kje še ta ritem ni, kje me nekaj zbode, kje še nekaj manjka. Tako da je v bistvu nastajala in v tej svoji zvočni obliki in pisni. Ja, se dostikrat mogoče tudi pozabimo, da je beseda v bistvu zvočno sredstvo in da pač nosi tudi en notranji ritem, pa se morda ravno preko potem govora oziroma glasnega branja zdaj to nekako razkrije.
Tako. Dostikrat intuitivno začutimo ta ritem, ki je od spodaj, ne, seveda ni versificiran, ampak gre za svobodni ritem, ki je pač lasten vsakemu pesniku ali pa pesnici, podoben njenemu načinu govora, tempu, poudarkom, ne, nekemu odzadnjemu premisleku ali pa odnosu do besed, do podob, ki jih podaja. Res pa je, da tudi da včasih zaslišiš neke stvari, neke asonance ali pa literacije, ki ostanejo in jih opaziš v bistvu šele v glasnem branju. Ne. Da so to neka ujemanja zvočnosti, neke mogoče mehkobe določenih odsekov, pa potem spet drugi deli, kjer govoriš mogoče o čem bolj bolečem, pa vidiš, da se to tudi prenaša v k-jih, v r-jih, se pravi čisto tej fizične plati besede. No? Ja, se je res zanimivo, kako pravzaprav lahko tudi raziskuješ, kako deluje neka notranja govorica in potem dejansko tudi prek verzov vidiš določene zakonitosti osebnega jezika. Tako da gre tudi je poezija tudi neka vrste samoraziskovanje. Je, zagotovo v različnih pogledih, v tvojem odnosu do jezika kot takega, do tvojega maternega jezika oziroma jezika, v katerem pišeš, do besedišča, do pravil, kot obstajajo, do zmožnosti, ki jih omogoča nek jezik, do tem pa sploh pa do sporočil, ki jih v bistvu podajaš. Ne. Ja. Tam se pa sploh težko skriješ, se mi zdi. Ja. Saj gre za zelo kompleksno zadevo, ne. Mislim, da noben še ni prišel čisto do dna, kako pravzaprav to vse skupaj nastaja. No, zdaj recimo sama zbirka je dokaj konceptualna. Pri vseh pesmih gre nekako za en začetek, ki pač začne se z besedo kako, z vsemi njenimi variacijami in podvariacijami, in potem zaključek pesmi je odebeljen. Zdaj ta odebeljenost nekako je vsaj meni delovala, kot da gre pravzaprav za naslov pesmi. Kako si recimo gradila, kako je graditi konceptualno zbirko? Jo moraš napisati dejansko kot roman ali jo oblikuješ potem iz nekih starih pesmi? Kako to gre? Ne vem, kako gre pri drugih. Ja, kako gre pri tebi? Vedno si predstavljam, rada imam konceptualne zbirke, rada jih berem. Vedno se mi zdi, kako blazno domišljene so, koliko nekega poglobljenega raziskovanja je v obliki ali pa v temi, ki si jo zberejo v formi. In mi je to zelo všeč, ampak vsaj pri meni to ni nastavilo na nek programski način, se pravi, takšna bo, takšno obliko bo imela, takšen obseg, zdaj pa gremo. Ne. Zdaj pa moramo samo še napolniti kot neko skledo, v katero pač vliješ vsebino in jo potem dobro premešaš, pa je končana. Pri meni se je v bistvu začel odpirati en pesniški izraz, način govora, ki je bil še v drugačni obliki, sicer v enokitičnih pesmih, ampak nek način govora je bil skupen, neko podobje, ki se je začelo porajati. In sem želela to čim dlje nekako raziskati, čim dlje razviti, kamor bo pač šlo, da sploh vidim, kaj to je. Po poti pa so se začele določene stvari malo vrivati ali pa naplavljati iz jezika in to je ta kako, ki se mi je zdal pravzaprav najprej kot neko mašilo. Če je bilo recimo v prejšnjem obdobju mojega pesnjenja to pogosto recimo nek časovni označevalec v smislu zdaj pa je to ali pa od tistega trenutka naprej, skratka od neke časovne prelomnice, v kateri zagledaš stvari v neki novi perspektivi, se je pa začel porajati ta kako, kakšno, kako naj, en tak izmuzljiv delček, ki sem ga spočetka črtala.
veselo iz pesmi, ne, kot bi to naredil na kakem drugem tekstu, kjer bi se kot lektor lotil popravljanja sloga. Ponekod je nekako ustrezal, je bilo preveč agresivno, da bi ga vzela ven, ampak potem smo se v bistvu z Andrejem Mokucem, ki mi je v veliki meri pomagal predvsem pri urejanju tega materiala, dogovorila, da naj tako ostane kot neka struktura, kot neko povabilo ali pa vsaj mesto za počitek za bralca. In jaz sem se potem potrudila v bistvu, da je ostal res tam, kjer je držal pesem po konci, ne pa čisto povsodno, ker pravzaprav bi skoraj vsak vers se lahko začel na ta način. Je pa potem ugotoviš, da ga je čisto dovolj, če ga posuješ tako malo po poti, kot neke opornice. Ja, ampak dejansko nekako tudi sovpada z eno vsebinsko, z eno tematsko, s tematskim okvirom zbirke, ki pravzaprav nekako tudi deloma govori o tem, kako preživeti to banalnost sveta, ampak po drugi strani pa tudi nam tudi pač razkriva, kako jo presegati. Tako da mislim, da ta kako je zelo smiseln. Ne vem, tudi mogoče sama, kdaj razmišljaš, kaj je sploh naloga poezije? Mislim, ker vsi se sprašujemo recimo in tudi beremo z namenom, ker nas zanima, kako živeti, kako čim bolje živeti. Mislim, vsaj sama vedno pač hočem nekaj izboljšati oziroma me vedno zanima, kako nekaj bolje. Se ti zdi, da tudi poezija lahko nekako nas nauči, kako mogoče bolje živeti, ne zdaj v smislu, ne vem, katere klobase v Lidlu so boljše, ampak recimo kako najti en malo bolj kvaliteten pristop do lastnega življenja? Ta knjiga mogoče res lahko odgovori ali pa se trudi odgovarjati na to vrstna vprašanja. No. Je bivanjsko, eksistencialno usmerjena. Ne. In vsi ti kakoji, ki se nekako nabirajo in naplavljajo znova in znova, so pravzaprav res ta nek, ja bom rekla, nujno krik, ker ni to take vrste poezija, ampak je nek temeljni kako za Boga, ne, kako si želim, kako me silijo, da bi naj, kako zdaj počnem, pa kako bi rad v prihodnje. Je res ključen za to neko pozicijo v življenju. Ne. In kako se ti kakoji razlikujejo in ali lahko sploh svoj način spostaviš in ta vzdrži napram nekemu drugemu, recimo mogoče družbenemu načinu delovanja ali pa preprosto drugemu načinu delovanja neke druge osebe, ki pač živi drugače in ni s tem nič narobe. Tako kot ni nič narobe, da ti, jaz, živiš kot ti potrebuješ in želiš. Tako. Ja. Da je v tem tudi nekaj dragocenega in lepega. Ne? Tako da, ja, poezija lahko odgovarja na mnoge potrebe človeka. Mogoče sem upala, da bo ta knjiga specifično nagovorila tiste, ki iščejo, ki ne iste odgovore, ampak iste načine, ista vprašanja se jih dotaknejo, pa da bi se počutili mogoče malo manj same v tem iskanju ali pa v tem trenju. Ja, ker dejansko pač neka definicija umetnosti je pač, da nima čisto nobene praktične vrednosti, ampak zgolj estetsko. Ampak vseeno se mi vedno znova pač pojavlja misel, da je tudi poezija pravzaprav uporabna za človeka, mislim, za človekovo psihično dobrobit. Nekako vseeno lahko v njej najdeš, ne vem, vsaj občutek, da pač nisi sam v nekih okupacijah, ki te recimo, ne vem, obdajajo in bremenijo. Ja.
čisto odvisno od poetike in kaj si pravzaprav avtorica želi uresničiti skozi njo. Pri meni definitivno je ta želja, ta prisotnost neke družbe, ki jo lahko ponudi knjiga. Ravno zadnjič smo imeli v Mariboru diskusijo, ne? Se je en pesniški kolega, mislim, da je bil Milan Novak, ki je postavil en tak izziv ali pa izzivalno vprašanje in se hudomušno, ker smo v pogovoru s Petro Vidali ravno na to isto področje pravzaprav zavili in smo rekli, ne, kako je poezija dan danes nekako stoji sama zase, pa ne veš, kaj bi z njo, pa imajo ljudje občutek, da ni uporabna v tem kapitalističnem smislu uporabna, ne? In je želela nagovoriti ravno to. Ampak mislim, knjiga je uporabna v zelo dobesednem načinu. Lahko je krasten podstavek, lahko je krasna pahljača, ali pa senčnik pred močnim soncem, ki nas te dni hudo bremeni. Ima pa dosti lepih vlog in uporabnosti tudi v nekem drugem smislu. Lahko preseneti, lahko poboža, lahko reče, hej, nisi sam, lahko reče, ne strinjam se s tabo, lahko ti prinese kak daljni spomin ali pa občutke, čisto fizične ali pa notranje sanjave, ki pač izhajajo iz nje. Tako da mislim, da je poezija zelo uporabna zadeva, ampak na drugačen način uporabna. Ja, pač dejansko nam da tisto, pač nekaj drugega, nekaj, kar nam recimo, kar ne bomo našli, ne vem, nikjer drugje pravzaprav. Saj dobro, tudi te spremljevalne aktivnosti, ki recimo spremljajo, ne vem, izdajo knjige, kot so recimo, ne vem, nastopi, pa potem branja. Vse tudi tukaj je neka vrednost, ker gre pravzaprav tudi za srečevanje med ljudmi in za nek pretok informacij. Ja, jaz temu sama pri sebi nekako rečem, da gre za odpiranje prostora ali pa odpiranje dostopa do nečesa. Tako kot pač lahko to naredi knjiga. Knjigo tudi vidim kot nek vseeno medij, kot nek recimo prevozno sredstvo do vsebine pesmi. Knjižnica je potem povezava ali pa knjigarna sta povezavi do same fizične knjige za literarni dogodki, večeri, pogovori. Delavnice so pa pač poti do neke govorne izmenjave poezije ali pa izkušenj. In se mi zdi, da sploh v današnjem svetu, kjer smo ves čas, nas vse sili k temu, da smo ves čas uporabni delavci, koristni, da ne zapravljamo ne časa, ne virov, ne sebe, ne pozornosti, predvsem, ki je nekako največja dobrina dan danes, najbolj dragocena poleg informacije. Je poezija nekaj povsem drugačnega, zaradi tega, ker ni enoznačna, ker je plastovita, in na ta način se mi zdi, da vsaj mene, jaz si lahko v njej oddahnem na ta način, ker ne terja od mene enega samega odgovora ali pa ene same resnice, ki... Ja, pač ne utruja, ne? Ja, ne utruja, ampak ponuja potovanje ali pa ponuja počitek ali pa ponuja nek izziv, da začneš razmišljati, gledati stvari na manj obremenjen način, no. Vem pa, da marsikomu pač poezija vseeno tudi ni, pravzaprav predstavlja ravno obratno, nek napor, neko skrivnost, ki je ne znajo dekodirati, v katero ne znajo vstopiti in se zaradi tega počutijo zelo, kot da stojijo pred nekimi zaprtimi vrati, skozi katere ne smejo ali pa ne znajo, si ne upajo. In mi je zelo škoda, ker se mi zdi, da ko malo pokukajo navznoter, ko si malo dovolijo vsaj neke soočenosti z verzom, z neko lepo besedo, zanimivo besedo,
da to ljudem vedno ogromno prinese. No. Ampak je pa zanimivo, da recimo tekom vsega tega izobraževanja, ki ga imamo za seboj, vseh teh let presedenih v šolskih klopeh, nam še vseeno jezik ostaja tak tuj in mislim, dobro, mi, ki se pač ukvarjamo z besedo, smo si z njo verjetno nekoliko bolj domači, ampak mogoče ljudje, ki pač se s tem ne ukvarjajo oziroma se ukvarjajo s čim popolnoma drugim, da jim pa kljub vsemu, ne vem, koliko književnosti pa vsega imamo, ostaja nekako vse to tuje. Ne vem, a ni to malo čudno po eni strani? Ja, pač povezano je z neko vzgojo, ali družinsko vzgojo, družbeno vzgojo, šolsko vzgojo. Ne, se pravi, na kakšne načine so se pač posamezniki specifično srečevali z, recimo, z zgodbami, z pripovedovanjem, če pogledamo jezik v nekem res širokem smislu komunikacije med ljudmi, je pravzaprav eno izmed temeljnih načinov, s katerimi se lahko stopamo v interakcijo z drugimi. Lahko se zbližujemo, lahko se napadamo, lahko se ločujemo. Je poleg, se mi zdi, rok in nog in nekega premikanja na okolje ali pa delovanja preko orodij, eno izmed temeljnih orodij ali pa načinov delovanja pravzaprav človeka. Ne. Ja. Če ostanemo v človeškem spektru, ne bom zašla še do živali, ki imajo pa do rastlin, ki imajo potem čist svoj način govorice pa komunikacije, ampak recimo pri človeku. Ne. In iz tega pravzaprav črpa literatura, s tem, da oblikuje neko komunikacijo med nami, ali pa pripoved o nečem, način govora o nečem, ali pa včasih podaja neke zgodbe zato, da jih ne pozabimo, drugič zato, da podajo neko izkušnjo, ki je dragocena, v kateri lahko tudi drugi nekaj najdejo, nekaj svojega. Ampak če pogledamo pa s čisto druge strani, se pravi jezik v neki javnosti, v nekih družbenih situacijah, ki ni literarni, koliko je pravzaprav važen, ne? In koliko ljudi vseeno zbode, jih premakne k nekemu delovanju ali pa čustvovanju. Recimo, če pogledamo velike medijske članke z velikimi napisi, šokantno, grozljivo, poglejte, edinstvena priložnost, ne? Recimo kot nek prodajni jezik ali pa jezik, ki se trudi vzbuditi neko reakcijo. In po drugi strani, kako gledamo na neke javne voditelje, kadar se ti obnašajo in izražajo zelo prostaško. Kako imamo občutek, da jim to ne pritiče oziroma da delajo nekaj narobe. Ne da bi že samo iz tega, na kak način v bistvu komunicirajo z nami. Potem, kako hitro so ljudje recimo užaljeni, če pridejo v kako prodajalno ali pa si želijo naročiti neko storitev, pa se tista oseba obnaša neprofesionalno z druge strani in jih kar recimo tika. Koliko to gre samo za različne rabe jezika in ja, dejansko vsi smo občutljivi na to. Kot zgolj določa v bistvu tudi kontekst, tudi družbeno, tudi odnose. Mislim, že ena sama beseda pravzaprav določa ves kontekst, v katerem se nahajaš. Tako da pozabljamo pravzaprav, kak je pomemben jezik, tako v vsakdaniku, kot tudi recimo naš notranji jezik mogoče. Tako da mislim, da se zelo dobro recimo dala pač primer, ne vem, kak je pravzaprav jezik pomemben, ampak recimo v literarnem jeziku pa se mi zdi, da dostikrat pozabljamo, da literarni jezik zajema posameznika v celoti. Se pravi, ne zgolj kot neko književno delo, ki govori o tem in o tem, ampak pravzaprav zajema posameznika z vsemi njegovimi čustvi, z
vsemi odnosi, z vso preteklostjo, z zgodovino, z recimo tudi njegovo duhovno plat. In ravno zato mi je recimo čudno, da tekom, ne vem, 20-letnega izobraževanja nekako ne more čisto vsak vstopiti recimo v nek čustveni odnos do literature. In to me nekako bega. Točno, ja, seveda se si omenila tudi pouk, ne, kot oziroma slovenščino, kot nek prostor, kjer naj bi ta stik pravzaprav zaživel, ne, če ni že predtem z knjigo v domačem okolju, pa recimo s pravljico za lahko noč, ali pa z risanko, to je sicer vizualni medij tudi, ampak črpa iz neke zgodbe, recimo pripovedi, dialoga, ki sta pač skupne tudi literaturi, ne, v končni fazi. Ne vem, težko sodim. Jaz mislim, da nasplošno se dostikrat v pedagoških poklicih znajdejo ljudje, ki obožujejo področje, ne pa nujno dela z ljudmi, ali pa s to starostno skupino, ali pa obratno obožujejo delo, pa mogoče šepa potem tudi kako vedenje na drugem koncu, čeprav se mi zdi, da bolj ta prvi del tisti, ki je res težek in ki ga mogoče tudi ne cenimo dovolj, kaj to pomeni zares poučevati, da to ni, da ne gre za sposobnost nekega predavanja pred nekom in neke elokventnosti, ampak da gre za res užiganje zanimanja ali pa preverjanje nekega razumevanja, nekih konceptov, povezav med nekimi različnimi znanji, informacijami, kako se to gradi. In to je to je zelo specifičen način sodelovanja z drugimi ljudmi, znotraj katerega potem lahko pride literatura, avtorji, teme, ki jih nagovarjajo. Saj, Nina, oprosti, zdaj sem te mogoče malo potegnila bolj v eno drugo sfero, v kateri nisva doma ne ti ne jaz. Tako da res težko presojava, zakaj je tako, ampak ker so pač govorili o tej uporabnosti, recimo literarne besede, sva mogoče pač malo naslovili, ampak pustiva zdaj to vprašanje mogoče odprto. Toliko mogoče za razmislek gledalcem, da se malo poigrajo s tem. Ampak se mi pa zdi, če mogoče samo dodam eno misel, da je vprašanje pravzaprav zelo podobno temu, ne, vsaj zame, na nek način, kako se kot organizator nekega literarnega večera ali pa urednik ali pa moderator oddaje, kot je tvoja, ali pa učitelj sprašuješ o tem, na kak način boš ti pač pripeljal neko izkušnjo do drugega, kaj mu lahko odpreš s tem, kaj mu lahko ponudiš. In šele potem lahko pač neka vsebina, neka pesem, neka zgodba, neka pripoved vznikne. Ja, zato se mi zdi prav, da ne živijo te zgodbe zdaj samo v knjižnici na policah, ampak da nekako tudi pač odpiramo pesniki pa pisatelji tudi v nekem javnem prostoru. Ne vem, po moje več je takih vprašanj, ki so neodgovorljiva, več je potem pač ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Ki ponujajo svoje odgovore na njih. Ja, tako. Zdaj Nina, meni je tudi, nekako me je najbolj tudi pritegnil v tvoji poeziji ta koncept transformacije oziroma preobrazbe, tega samokonstituiranja nenehno v vsakem trenutku na novo, in zelo mi je blizu tudi ta metafora recimo sence, na začetku jih pač uspavaš, na koncu jih pa potem presnavljaš. Ne vem, to mi je pač nekako tako bil en zelo lep, ne vem, ena zelo lepa ubeseditev tega, kar pravzaprav smo, se pravi en splet vsega, kar smo, in vedno znova se moramo samo konstituirati nekje. Zdaj recimo, kako je pa to v vsakdanjiku, ne vem, dobro, v poeziji recimo razumeš, pa se s tem mogoče lahko nekako, ne vem, zbotaš, ampak kaj pa v banalnosti, recimo pesnik, kako je to potem, ne vem, ko greš v trgovino, si verjetno vsakič ne rečeš, ne vem, zdaj pa sem vedno znova na novo.
Kako je s tem v vsakdanjosti, recimo pesnik, kako Jaz funkcionira? mislim, da so vsi ti svetovi pravzaprav temeljno zvezani. No? Da je sicer poezija kot, pač, ne bom šla s svojo pesmijo pred prodajalko ali pa branjavko ali pa pred nepremičninskega posrednika. Škoda, ne? Škoda, ker mogoče bi potem malo boljše prisluhnili včasih človeku na drugi strani. Takrat pač v nekih kontekstih pač moraš uporabljati jezike, ki so tam primerni, se pravi jezik denarja ali pa jezik, ne, ali pa nek način delovanja, ki je pač družbeno sprejemljiv. Ne moreš zdaj kar hoditi po svetu pa z verzi probati doseči stvari, ki jih pač drugi ljudje na drugem koncu ne bodo dojeli. Mogoče sem zdaj malo... Ne, super vprašanje, ampak zdi se mi res temeljno zvezano preko tega samozavedanja tega, kdo si, v katerem delu svojega življenja si, kakšen človek si. Nekaj, o čemer bi se pravzaprav, če želimo nekako polno živeti ali pa zadovoljno živeti, pravzaprav morali ves čas biti, ne spraševati nujno, ne ves čas biti v procesu tega, ampak vsaj toliko prisluhniti recimo svojim potrebam pa željam, da vemo, kdaj se je začelo pa nekaj spreminjati, ne? Ker nismo isti ljudje od začetka do konca. Ne? Mladi si dostikrat nekako predstavljamo, zdaj pa je mladost za mano, zdaj sem pa odrasel, zdaj bom pa pač ta človek naprej, to življenje, ki sem se ga nekako mogoče vzpostavil ali pa do katerega želim priti, to bo enočrtna pot do tja. Ne? Hitreje, kot se podam na njo, hitreje bom na cilju. In odstoti izhaja tisti krasni grafikon, ki je zelo popularen tam po kakem 23. 25. letu. Ne? Pričakovanja v nasprotju z realnostjo. Ne? Mladi ljudje, črta, moj začetek, moj cilj, ne? Linearno, lepo. Ne? In potem, ko pride življenje, ne? Pa gre to tako po vinkih malo dol, malo v negativ, pa malo v pozitiv, pa definitivno ne nujno v tisto smer v željeno, ampak dostikrat nazaj, pa potem spet skozi neko čist tretje izhodišče ven. In pač, a ni življenje takšno, želeli ali ne, deluje po nekih svojih poteh, tako kot si Madame Emma Bovary, ne, Madame Bovary ni predstavljala, da bo družinsko in zakonsko življenje potekalo tako, kot so ljubezenski romani namigovali, pa to na koncu naredi zelo dobro zgodbo, ki jo vsi pač poznamo. Ne. Tako da ja, je pa to, kakšen človek si, v kaj verjameš, kaj ceniš, kaj ti je dragoceno, te določa in v poeziji, in v tvojem zasebnem, intimnem življenju, družinskem, in v tem, na kak način stopiš do nepremičninskega agenta, s katerim poskušaš recimo skleniti posel. V končni fazi si isti človek. Ne? Ja, mislim, da si zelo lepo dala eno to primerjavo. Pač včasih pozabimo, kak je, pa ne vem, nas mogoče celo poezija spomni, da pač res ni vse tako enostavno, linearno in predvsem predvidljivo. Tako, se mi zdi, da se na nek način upira, ali pa se vsaj jaz poskušam preko poezije upirati neki tej dehumanizaciji, ki se mi zdi, da je na delu. Se mi zdi, da nas vseeno neki družbeni sistemi zelo postavljajo v pozicijo, v kateri se moramo pravzaprav zelo odrekati in zdravemu načinu življenja in osmišljenemu načinu življenja in mogoče svobodnemu razmišljanju, raznolikemu razmišljanju. Najboljše bi bilo, če bi živeli točno po enem tistem modelu, bili vsi uspešni, vsi bogati, vsem bi nam to dosti pomenilo.
vsi bi šli preko vseh svojih zmožnosti za to, da dosežemo, ampak magično potem ne bi zboleli zaradi tega, recimo. In zakonsko življenje bi bilo kar, ali pa družinsko-partnersko življenje bi kar samo od sebe nastalo, ko se srečata dva. Skratka, življenje bi bilo lahko in lepo in preprosto. Mogoče Pa ni. komu je, ampak Po večini nimajo ljudje te Večini, izkušnje. Ne, je potreben nek trud za to. ja, saj v bistvu dejansko se večinoma pesniki tudi o tem sprašujemo v knjigah. Zdaj v zadnjem času sem tudi prebrala kar nekaj zbirk, pa se mi zdi, da imamo vsi nekako v tem ozadju to eno bivanjsko noto, tudi če gre za ljubezensko, tudi če gre za, ker tudi pri tebi v bistvu je en splet različnih tematik, ampak nekje v ozadju imamo vsi to eno zavedanje, da pač je življenje pač tako, kot je. In pač nekako se mi zdi, da ena ta podstat je v vseh zbirkah obstaja. Pač ena ta neka, ne vem, ja, bivanjska mogoče je še nekako najboljši, ne vem, najboljša oznaka tega, kot si rekla. Zdaj, Nina, nekaj me še zanima. Zdaj na koncu zbirke imaš potem eno pesem, ki je v bistvu nekako magistrale vseh pesmi v zbirki, se pravi, je sestavljena iz verzov prejšnjih vseh pesmi v zbirki. Ne vem, zakaj si se za to odločila, recimo, kako to dopolnjuje zdaj ta koncept. Pa potem bova še rekli nekaj o tej, slučajno sem nekje izbrskala za to umetniško igro Drseča pesem. Tako da to me pa tudi zelo zanima, kaj to je in kako je videti. Več odgovorov imam pravzaprav na to vprašanje, ker eno vprašanje je recimo čisto pesniško, na kak način je ta pesem nastala, in se predstavljajo, da je bila mogoče najprej ta zadnja pesem, pa so potem vse ostale prihajale oziroma so nekako dopolnjevale te zaključne verze. Ampak ni čisto tako. Se pravi, ta neka enovitost, povezanost zbirke je pač nastala v urejanju, ne v pisanju. Ne. Je pa tako, da te kratke pesmi, po večini so, jaz jih zelo dojemam kot take drobce, konglomerate, neke mogoče zidake ali pa delčke neke večje celote, ki pa niso zaprti sami vase, ampak se nekako skupaj malo držijo tako narahlo v neko jedro, v neke povezave, in to naredi celo knjigo kot nek večji sistem. Tako je tudi pač njen jezik zelo enoten na nek način, besede, ki jih uporabljajo, podobe, kako se povezujejo, tudi kot da bi pisal nek svoj jezik s svojimi definicijami, ki niso ena beseda, en pomen, se pravi sence, ki se pojavijo na začetku, niso več iste sence tudi na koncu, ali pa je vsaj odnos te, ki govori te pesmi, zdaj že drugačen, ker pač je nek čas, neka izkušnja pretekla. In na tak način se mi zdi, da delajo neko polje, nek jezik, nek prostor, v katerem bi pač te verze lahko premešal, pa dobil nove pesmi, mogoče nove izkušnje, ki niso prišle v zbirko, ampak bi nekako spadale v to življenje, v to družbo. In ti zaključni verzi, želela sem si sicer, da bi bila ena pesem, ki bi jih nekako povezala, rekla bi sem si, da ne bom silila. Se pravi, če bi videla, da ta zadnja pesem nekako ne stoji, ne deluje, da je zelo toga, mehanska, pač ne bi tega naredila, bi mi bilo čisto dovolj, da je ta občutek, da grejo stvari nekako skupaj, ali pa da bi lahko iz njih še nekaj izraslo. Se pa potem pač pri urejanju, pri piljenju pesmi nekako tako nastavilo ali pa posrečilo, je ta govorica toliko prožna, da tudi ta zadnja pesem pravzaprav deluje. Seveda ni najboljša pesem od vseh,
sploh ne gre za to, ampak nekako poveže vse tisto prej, kar je bilo. In čisto v nekem vsebinskem smislu mi je pa všeč, ker tako v življenju pač nekaj doživiš, pa najprej tega ne razumeš čisto, pač veš, kako se občuti, šele v spominu ali pa v nekem premisleku nazaj, pa se ti mogoče malo razjasni, kaj je to sploh bilo, ali pa kaj ti je ta izkušnja recimo pomenila. In včasih je pa obratno, ne? Včasih po življenju pričakuješ, imaš neka pričakovanja, da bodo neke stvari točno tako izgledale, ne? Ja, potem pa pač gre v svojo pot, ne? In se mi zdi, da se na tak način in recimo pomeni v poeziji, kot vrednote pa izkušnje v življenju pač nekako sestavljajo, akumulirajo, prestavljajo, spreminjajo. Ja, drsijo, no, ves čas. Ja. Zdaj še toliko bolj pač zaradi neke realnosti, v kateri živimo, gre pač to še toliko hitreje, še toliko bolj trden moraš biti, oziroma ne trden, ampak neko svoje jedro moraš dobro čutiti, no, da se potem ne izgubiš v drsanju. Ja, mislim, da si tudi zelo, kako bi rekla, utemeljila naslov zbirke, pravzaprav Drseči svet. Tako da tudi nekako pomen te zadnje pesmi je v bistvu drseč. Tudi če bi pesem recimo preoblikoval oziroma zamenjal verze, bi še vedno nekako imela to jedro, ampak ne bi pa bila več ista pesem. Tako, recimo ena podrobnost, ki ni zelo očitna, je čist vprašanje preloma knjige. Vse ostale pesmi so recimo poravnane levo. Ta zadnja pesem pa ne vem zakaj, ampak ne deluje dobro v levostranski poravnavi in deluje dosti boljše v desno. Se pravi, neko odprtost dobi na ta način. Ja, in če bi jo že verze recimo razdelili drugače, če bi jih združili 2 po 2 ali pa za eno besedo prelomili drugače, bi bili spet drugi pomeni, ki bi izraščali iz nje. To je njena moč na nek način. In iz te možnosti izhaja tudi ta drseča pesem, ki je pravzaprav, zdaj si zelo želim, da bi jo imela že izdelano, pa bi lahko pokazala, ampak je v bistvu v tem trenutku v izdelavi. Besede iz zadnje pesmi so razdeljene na še manjše drobce, kot so ti zaključni verzi, se pravi res na posamezne recimo samostalnike, člene, pridavnike in tako naprej, ki prihajajo na lesenih ploščicah, s pomočjo katerih se da pač sestavljati nove podobe, nove verze, nove pesmi. In je lahko igra, namizna igra, tako kot se igramo s čim drugim, ker se mi zdi, da je igra zelo prijeten način delovanja za človeka, ki se ne rabi končati v mladosti, no. Je zelo dober vir povezovanja z drugimi ali pa zabave ali pa metoda raziskovanja, tudi za odrasle, no. Ja, saj dejansko se da z pesmijo marsikaj početi. Tako da verjetno tudi, ne vem, jaz bi rekla, da je tudi ena zanimiva vaja za kreativno pisanje. Ja, tako. Kot en nasvet recimo mogoče tistim, ki pišejo, da pač ne vzamejo svoje pesmi kot eno gotovo pesem, ampak mogoče ravno na ta način malo raziščejo tudi svoj lastni jezik. Tako, meni se zdi to super recimo ogrevanje za neko pisanje, takrat, da se nekako ločiš od tega drugega vsakdanjega jezika, ki ga ves čas uporabljamo, pa da se prestaviš, res ogreješ tako za nek trening za pisanje, recimo za eno tako aktivnostjo. Lahko je tudi priložnost za recimo mentorsko delo z neko skupino mladih, ki pišejo, ali pa recimo začetnikov v pisanju, pa da ne delajo, da si mogoče lahko upajo malo več na besedah nekoga drugega.
Ali pa tudi čisto neko orodje za pogovor o jeziku, ne, o vrstah besed, na kak način grejo skupaj, kaj jih zapre, da pomenijo samo eno stvar, kaj jih naredi v bistvu kot neke vstopnice, ki te peljejo pač širše. Tako da. Mogoče ravno to manjka v šole, kot sva se prej pogovarjali, pač malo več lesenih ploščic, pa malo manj, recimo, ne vem, PowerPointa. Ja, absolutno. Sprejemam povabilo. Ja. Z veseljem. Ja, Nina, zdaj pa za konec te še vabim v en sklop oddaje, ki mu jaz rečem iz delavnice. Pač gre za branje pesmi, ki še niso objavljene, ki so pač mogoče še v izdelavi, še v spreminjanju, ampak so mi ravno iz tega razloga nekako tudi zelo rada pokukam v ta predal avtorjev. Tako da lepo vabljena k branju. Te so bili sicer objavljene v dialogi. Ja, ampak bom zelo vesela, če jih lahko preberem. Zaradi tega, ker so to v bistvu prve pesmi, ki so nastale po knjigi, ki so pripravljene, da jih vidi še kdo, no, osnutkov je vedno dosti, ampak tisti osnutki so za v predal, ne. Ja. Pa ker je z revijami dostikrat tako, nekaj posreduješ, nekaj je objavljeno, potem pa dostikrat nimaš priložnosti videti reakcije na drugi strani bralca. Za knjigo ti povejo ljudje, ne. Na srečo ti pošljajo kak SMS ali pa sporočilo, ali pa jih srečaš pa rečejo, jaz sem prebral, veš, ful mi je bila všeč tista na strani, ali pa tista, ki govori o tem pa tem, ne. Pri teh pesmih počasih nimaš vpogleda v ta stik z bralcem na drugi strani, ki pa je meni pravzaprav zelo ljub. Potem pa te lepo in se tudi veselim, te vabim, ja, da prebereš. Super. Je pa naslov tega cikla Levitev. Se pravi spet neka tema transformacije in prehodov. Ježeve ranljivosti. Po noči se po moji postelji kotali nočni jež. Včasih težko sope. Kot da potiska medeno hruško skozi podrast in listje. Včasih sanja. Neke zgodbe, kamor nimamo vstopa. Moje in ježeve sanje razmejujejo prožne bodice. Ali ko se obrne v snu, nežna koža na trebuhu zaščiti ježeve ranljivosti. Tako prehodiva noč, vsako noč za mojim ježem, da je zjutraj pripravljen na lomastenje skozi dan. Mačji brez sanj. Premiki so vpisani v vzgib mojega stopala. Pod mizo že vadim zavoje. Trkam ob stropi zraka. Skrb za domačo trdnjavo je vpisana v vzgibe tvojih dlani, ki nežno lovijo prašne kosme, da bi me namesto nereda pričakala ti in mačji ušesi, satelita, ki preiskujeta okolico z znanim lepljenjem stopal. Kako tu in tam izmenjava cilja, proti katerima se pomikava. In se mačje grlo vso noč z zateglim zavijanjem trudi zapolniti odsotnost tvojega telesa, da bi se vzpostavil kot duh iz zvoka, sprehodil po stanovanju in zvil ob najina nespeča hrbta. Beli kodri misli. Nekakšno utišano brbotanje. Dviganje nekdaj lahkih in belih misli, nakopičenih bok ob bok, da ne bi ostro deževje prodrlo med tople trebuhe in seske v oblaku kodrov. Varovanje topline do zadnjega. Zapiranje prehodov navzgor, da se najmanjše med njimi skrijejo v beli meglici zaščitniških postav.
naposled na varnem. Le pogled v sredo, ujame tu in tam kak obris, kak nežen in vlažen nos. Srnjena pripravljenost. Vsak trzljaj visokih trav ji vzbudi željo po pobegu, da se svetle dlačice na njenem tilniku stalijo v zračne linije. Če bi zasledoval pramene njenega gibanja, oblebdele nad gozdnimi tlemi, bi morda ujel sijanje njenega dolgega vratu, ki se steguje, da bi se odžejal. Ta dolgi vrat, po katerem drsiš v nemilost. Pripadnost drsalke. Mojstrica brez težnosti. Drsalka med globotekom in nebom žužnjanja. Ne morem izbirati pripadnosti. Prerahla za potop, preveč vezana na gladino za raziskovanje zračnosti. Podjetnost vrane. Iz oranžnega listja pokuka oreh v črnem kljunu pernatega životca. Potop v listnato morje je bil uspešen. Zdaj lesketavo oko preverja okolico. Kljun čvrsto stiska sladko jedrce v lesenelem ovoju. Zima poči. Neka druga ptica spusti lupino, umerjenje moči z asfaltom. Nekaj poznanega je v podjetnosti ptic, ki se dvigata vse dlje od tal, vse bliže nagradi za prizadevanje. Črno porhutanje se razrašča tudi v meni. Kaj lovim v valovanju oranžne jeseni? Katera višina bo dovolj, da me nahrani? Milina škampa. Ne morem več napredovati v hrustančastem oklepu, da lomim prekat za prekatom otrdele rožnate lupine. Kjerkoli, raje pred neskončnim žrelom življenja, le v tej togi ujetosti ne. Dokler ne slečem večplastne preobleke in ponudim belega mesa odprtemu ustju nečesa novega, se izlevim. Nina, hvala za tvoje zelo prijetno branje. Mislim, da sva zelo lepo zaokrožili zdaj ta najin pogovor z tole vitvijo, tako da se pravi, spet gre za, res, kot si rekla, za odpiranje nečemu novemu, za neko novo, ne vem, pravzaprav ja, novo življenje iz starega. Tako da jaz se ti lepo zahvaljujem, da si danes klepetala z mano, da si vzela čas, da si z nami podelila svoje pesmi. Nina, bi še kaj dodala mogoče? Sva kaj pozabili? Ko pa vem. Mogoče povabilo v družbo poezije, v katerikoli obliki, v obliki obiska literarnih večerov, pogovorov z avtorji, z izposojo knjig, nakupom knjig, še posebej živečih avtorjev, ne, ker, kot pravi tisti rek, podpirajte oziroma kupujte dela še živečih umetnikov, ne, ker tisti ta drugi so itak že mrtvi. Ne, in, pridite, dokler smo živi, dokler da uživamo skupaj. Super, lepo, hvala. Mislim, da si tudi ujela eno mojo majhno misel za konec, tako da sva nekako na liniji. Ja, hvala še enkrat, pa upam, da se še kdaj vidiva v kakšnem pogovoru. Ja. In vsekakor tebi tudi hvala. In za povedilo, za oddajo, ki jo spremljam kot izdaljave ali pa iz bližine spleta. In se mi zdi zelo pomembno in super, da nastaja. Tako da, leta, kar tako naprej, no. Ja. In upam, da pride še veliko gostov, ki ti bojo v užitek.
Ja, mislim, da imamo še neko zalogo literatov, tako da če drugo ne, pa bomo potem spet zaokrožili in bodo tisti, ki so že bili, spet kaj novega napisali. Tako da se ne bojim. Pa hvala tudi seveda za lepe besede in seveda veliko uspeha na tvoji nadaljni poti z pesmimi. Hvala, enako. Hvala. No, vam, dragi gledalci in gledalke, pa se tudi zahvaljujem, da ste naju z Nino danes poslušali in gledali.